Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach, prisrčen pozdrav v družbi Sportkluba v Lendavi. Začenjamo s 7. krogom slovenskega državnega prvenstva, pred nami pa je obračun med Nafto in Domžalami. Pa bodo biti previdni, predvsem kar se tiče zbranosti. No, Vučkič, ki je danes v začetni postavi, je tule že dobro podal. Takoj priložnost za Domžalčane, že zares zgodaj. Prvi kot na tekmi, torej druga minuta kot za Domžale. Prav s koti so imeli Domžalčani ogromno težav, ali lahko oni zdaj zapretijo? Da! Prava mojstrovina, sanjski začetek za rumeno družino, ki v drugi minuti prihaja do vodstva. Kakšna podaja, tole je bilo zdaj zares uigrano in potem tudi sjajen zaključek, ni imel možnosti Žombor Šenko. Testi Domžal, Hodžić, Milić, dobro levico ima Milić, tu bo skušal hitro podati, dobra podaja pred gol in sjajna obramba Šenka. 21-letnega mađarskega vratarja, ki ima v zadnjih tednih prednost pred Žanom Mauricijem. Podaja pa medtem proti bližnji vratnici. In žoga je v golu, da, kot kaže vendarle zadetek, čeprav zanimiva reakcija. Tam pravi fliper pred golom Žomborja Šenka. Domači, ki še vedno plete v mrežo, Hrka, pa potem še ena podaja proti Salaju in potem gol! Vendarle do zadetka Nafta ni popuščal Kalnoki Kiš, ki je torej drugi strelec Nafte v tej sezoni v prvi ligi Telemach. V napadu, ali lahko morda domačini na sanjski način sklenajo, dale polčas, da! Še ena mojstrovina, kakšen zaključek, zdaj se je pod to mojstrovino podpisal Georgijevski, 45. minuta, 2-2. Junak povratka. Nevarno je in gol! 49. minuta, še en gol Georgijevskega Nafta do preobrata. 3-2. Ajdin Mulalić pa kar ne more verjeti, kaj se je zdaj zgodilo. Besede, da bo še potreboval nekaj časa. Zdaj spet težave. Rantuša Lamprecht je storil napako in tole bo izključitev. Zadnji mož obrambe René Rantuša Lamprecht, ki končuje s tekmo. 57. minuta, samo nove težave za Mateja Podlogarja. Nafto videli smo pogled Harisa Vučkiča, kje sem in kaj se dogaja, lahko razberemo. Prosti strel in gol! Salaj, 59. minuta, nova mojstrovina na tem obračunu. Strani Domžal je pa to zdaj nevarno za njihova vrata. Spet zelo razrečena domžalska obramba. Tom Kljun, Kljun v prostor, krasna podaja in potem tudi natančen zaključek, ni dvignjene zastavice. Gol za Milana Klausa, petarda je odjeknila zdaj celo v domžalski mreži v izteku 65. minute.
Mr. Božic, congratulations for victory. Crazy match. How could you describe it? Yeah, really crazy. This is the hardest part of sport. That how to believe in yourself, how to win this confidence to play like this. And after 2-0, I think it was the hardest part of our season until now, because somehow we have to find the belief of ourselves. And I'm very happy, and it's amazing what the guys did on the pitch, because it was all about the mentality, because how we play, it's great. We're looking good in every aspect of the game, but these little things, this how they believe in themselves, this is what I missed, and now it arrives. So I hope we will continue how we finished today. What was wrong in the first 25 minutes? Only this. A little bit shaking hands, shaking legs, and they scored. And then when we lost our chance, that we have nothing to lose, then we found how to play, how we can play, and then the guys showed that they are really good. They are really good. Have you ever witnessed a game like this with 5 amazing goals? Not like these 5 amazing goals, not like the same, but I witnessed some similar games before also. So, but it doesn't matter what I witnessed. What is important for me is the team, is the changing room, how it looks like, and the players, what they put on the pitch today. This is why we are working. Now we have to stay on the ground, stay humble, and keep it up. Matej Podlogar, kdor te tekme ni videl, bi težko verjel opisu obračuna. Z 2-0 ste vodili, delovalo je vse sanjsko. Kaj se je potem zgodilo v zaključku prvega polčasa? Do 35 minut oziroma 37 smo ostali v redu še, potem pa smo se malo postavili preveč nazaj oziroma nismo prišli do tiste igre, ki smo prej vsaj probali vmes igrati. V nizkem bloku smo imeli non-stop 2 strela. Mislim, da nismo prišli čisto dobro v bloku, ker bi lahko prišli. 2 zadetka, drugi polčas smo pa potem štartali z napakami in s tokimi napakami je potem jasno, kam je šla tekma. Kaj sploh poreči o drugem polčasu ob napakah, ki ste jih omenili, tudi zadetki, pravzaprav neverjetni, ne? Tako izkušenemu vratarju, kot je Ajdin Mulerič, se je pripetila takšna napaka, ko je žoga letela pod prečko, pa je delovalo, da bi jo lahko odbil, pa potem še 2 neverjetna zadetka iz igre. Kako ste vi to spremljali z roba igrišča? Ja, se pravim, zgodi se napaka, potem si za ostanku, tudi rdečka karton, napaka. To je nogomet. Nogomet ostane del napake, če si ti ponovi toliko število napak v eni tekmi, je potem na koncu zdati logično, da bo izgubil tekmo. Kako težko je bilo sicer tako za vas kot za fante danes pred tem obračunom, ko se ve, da prihaja nov trener, da ni vse jasno tudi kar se tiče vaše prihodnosti. Je to morda karkoli vplivalo na samo pripravo na tekmo? Kar se tiče nas trenerjev, ni vplivalo na nobeno, mi smo profesionalci, tako da to ni vplivalo, kar bo zdaj bomo videli po temu, ampak ekipa je pa pričakovala to, tako da mislim, da to ne bi smeli biti vpliv na današnjo tekmo. Hristijan Georgijevski, čestitke za 2 gola, 2 fantastična gola, predvsem tisti iz sredine igrišča, tule z prostega strela. Kako ste to videli? Ste videli vratarja, da je stal preveč v stran? Videl sem vratar in jedan od trenera pomočnik mi je rekel, da pucam in v taj moment sem samo pucal in ušlo je. Kako ste sicer videli tekmo? Najprej so Domžale vodile z 2-0, potem pa vaš neverjeten preobrat in zdaj zmaga s 5-2. Stvarno nevjerojatno. Kad primiš 2 gola nije lako da okreneš utakmicu, ali to je ono što šef radi, što kaže, da treba da verujemo u nas i da igramo najbolje kako možemo. Haris Vučkić, drugič v svoji karijeri ste začeli tekmo v dresu Domžal. Vse se je začelo sanjsko, 2-0, potem pa najprej nerazumen padec ob koncu prvega polčasa. Morda najprej nekaj besed o tem, kaj se je dogajalo. Zakaj ste se povlekli tako nazaj, oziroma so se vaši soigralci? Težko je nekaj povedati. Res dobro smo začeli tekmo.
2-0, vse imaš nekako v svojih rokah. Potem smo se povlekli nazaj, dobili ta za 2-1 gol, ki je udaril nekako iz obrata, noter šla v 90 in oni so dobili ta zalet. Normalno, mi smo se malo potem povlekli, da probamo vsaj 2-1 do drugega polčasa zdržati. Ampak ja, preveč smo se nekako povlekli nazaj 2-2, potem pa ja, za ta 3-2, ne vem, škoda tazga gola. Potem 4-2 je bil top gol iz prostega strela. Ne vem, dobro, da prihaja ta reprezentančna pauza, da se mi tudi sami zberemo, da prišla bo neka nova energija, nove ideje, tako da moramo samo pozitivno gledati naprej. Vem, da je težko, ampak samo s trdim delom pa z neko maksimalnim trenerjem bomo prišli do rezultata. V svoji karieri ste doživeli res ogromno, ne? Ampak zdelo se je danes, ko ste spremljali tiste žoge v drugem polčasu, ko letijo za hrbet Ajdina Mulaliča, da doživljate nekaj povsem novega, ne? V tej razsežnosti. Tudi poklapani ste bili videti ob robu igrišča, ko ste šli na menjavo. Kje iščete potem neko zdaj pozitivno energijo, kako dvigneti predvsem te mlade soigralce, ki nimajo izkušenj, kako zdaj med reprezentančno pauzo vse to izkoristiti z novim trenerjem, ki je že na poti? Ja, samo pozitivno. No. Treba zdaj malo pogledati tudi samo pozitivne stvari, ker je bilo dosti, do 40. minute res smo držali žogo, imeli vse nekako v svoji, pod kontrolo smo imeli vse, tako da to iz te ajde teh 40 pa gremo probati pol še 90, držimo ta tempo, da ne dobimo gola, ker gor smo vedno nevarni, vedno bomo dali gol. Tako da nekako iz tega izhaja, to nam bo neka baza, normalno trener nov bo prišel, bo sigurno imel nove ideje, neko novo energijo, novi ljudje bojo prišli, tako da bo zdaj ta 2 tedna nam bo zelo dobro prišlo.